Po zanimivem predavanju Mete Vrhunc, katerega mislim, da se bomo mogli ponovno doma v miru sesti pa pogledati, ker nam je podala toliko zanimivih informacij. Pa še veliko bi jih lahko, pa je res mogla na hitro odideti, ker po noč ne sme voziti. In tako da se lahko zgodi, da bo bodoče še enkrat tukaj, da nam še kaj doda k tem besedam danes. Sedaj pa je z nami Iljana, ki nam bo povedala o prednosti vere v nasprotju s transhumanizmom. Prosim. Hvala. Hvala. Lep pozdrav. Danes sem si izbrala temo, ki bo za marsikoga mogoče bolečina. Vsi imamo ljudi, ki so nas zapustili v telesu. In veliko ljudi objokuje svoje drage, ki so nas zapustili. Ali predčasno, ali zaradi starosti, ali zaradi bolezni. In vendar tukaj obstaja eno upanje, ena vera, obljube, ki jih lahko prebiramo tudi v Svetem pismu, da ko človek zapusti telo, ni za vsakogar konec njegovega življenja. Res je, vera v smrt prinaša smrt. V Svetem pismu je obljuba, da to, kar verujemo, to se bo zgodilo. In zato ni vseeno, kaj verujemo. Vera v smrt je svobodna izbira vsakega izmed nas. Vera v večno življenje je pa tudi svobodna volja vsakega izmed nas. Vsak se pa sam odloča, kaj bo veroval in zakaj bo to veroval. Vem, da je že sama beseda smrt bolečina za marsikoga. Tudi zame je bila. Leta 1995 sem se soočala dejansko z smrtjo prijateljice, za katero me je mož prosil, da molim za njo. Bila je v bolnici, imela je operacijo, težko, neuspešno, velike ciste v maternici. Prosil me je, da jo obiščem. Leta 1995 sem veliko molila, bila radostna. Na en način nisem takrat razmišljala o smrti. Bila sem polna življenja. 2 majhna otroka doma in veliko entuziazma je bilo v mojem srcu. Delala sem v okviru Elis centra za srečno življenje. Bila sem kulturna ustvarjalka za novo kulturo Slovenije. In predno sem odšla v bolnico obiskat ženo svojega prijatelja poslovnega, sem napisala pesem, ki bi jo vam rada prebrala. Duhovni sestri, v ljubljanski bolnici ležiš in hrepeniš po smrti. V intenzivni sobi nad teboj so zdravniški aparati. Svojci tvoji ne želijo te izgubiti. Brez tebe otroci se igrajo s solzami. Mož prosi vse posod, da zate bi molili.
Brezposelna soseda po tvoji službi hrepeni. Pogrebni zavod se mrtvih veseli. Odstranili so ti veliko cisto. Vsi upajo, da ozdravil te je kirurški nož soboto. Neznosne bolečine ti zdravijo s kemijo. Lažni učitelji priporočijo ti dietno hrano. Verni prosijo za ozdravljenje Mater Božjo. Biotične trgovine ti v embalaži za denar ponujajo naravo. Ti pa se še vedno leziš na usodo svojo. Poslušaj, sestra moja izgubljena, še je čas tudi zate. Pokesaj se za vse svoje človeške zmote. Poglej v nebo in očetu, stvarniku, predaj življenje svoje. Dovoli, da s Kristusom umre tvoje telo boleče. Vsa predaj se le v ljubeče Božje roke. Dovoli, da te Sveti Duh uči in ti ozdravi vse tvoje rane. Veruj tudi ti le v Božjo hrano, ki večno in zdravo življenje telesu daje. Ko sem napisala to pesem, po nareku, intuitivno, srčno, me je njen mož odpeljal v bolnico, k njej na obisk. Še danes se spominjam tiste sobe, tistih aparatov, ki so bili okoli nje in so ji na en način želeli podaljševati njeno zemeljsko življenje. Ko sem stopila k njeni postelji, sem začutila prisotnost nečesa zelo težkega, za mene grozljivega. Bila sem neverjetno nemočna. Prvič sem se soočala s tako situacijo. Bila sem nemočna. Čutila sem to prisotnost smrti, žalosti, bolečine, nemoči. In ko sem to sestro pogledala v njene oči, sem opazila nekaj solzic, ki so ji tekle iz oči. Vdala se je v usodo, zapuščala je zemeljsko življenje. To sem čutila. Ko sem odšla iz te sobe, res zelo pretresena, žalostna, sem odšla v cerkev. Tedaj sem še verjela, da lahko med spovedjo se dogajajo čudeži. In duhovnika sem prosila za pomoč. Bila sem res nemočna. Soočala sem se prvič z duhom smrti. Tudi jaz sem imela v podzavesti strah pred smrtjo. Takrat zelo velik. In bila sem dejansko popolnoma nemočna, prestrašena in prosila sem Jezusa za pomoč. Ta moj strah sem predala takrat res Gospodu Jezusu Kristusu, ker sem bila že naučena, da je on tisti, ki naša bremena jemlje, da je on tisti, ki vrača življenje, da je on tisti, ki obuja mrtve, da je on tisti, ki obuja vse, ki spijo, da je on tisti, ki slepim vrača vid. In zato sem stekla v cerkev, prestrašena, nemočna, in med spovedjo sem prosila preko tega duhovnika Jezusa, da ne mi vzame ta strah pred smrtjo, da sem nemočna, da je tudi mene strah. Kesala sem se, ker sem padla na izpitu. Res sem padla na izpitu. Nisem bila suverena,
Nisem tedaj zmogla reči v imenu Jezusa Kristusa, duh smrti, zapusti to sobo. Duh smrti je bil močnejši kot moja vera v življenje. Dobila sem odvezo, olajšanje. Naslednji dan mi je mož te sestre sporočil, da je zapustila zemeljsko življenje. Spominjam se, bil je 28. junij leta 1995. Njej žal nisem znala pomagati, ker sem sama imela strah pred smrtjo. Priznala sem ta strah Jezusu, se pokesala in napisala sledečo pesem. Smrti. O smrt, do danes sem se te grozovito bala. Pred teboj vse dneve sem bežala, ti ves čas si za menoj ropotala. Govorila si mi, da me boš ujela. Pred 13 leti sem te le za las ušla. Z dietno hrano sem zaubiti te želela. Verjela sem, da s poroko svečenikom zavedno sem te izgubila. Upala sem, da z otrokoma se ti bom odkupila. Odpuščala sem ljudem, da ne bi ti moči nad menoj imela. Molila sem, da bi te svetim duhom ponudila. Kljub naporom, da se te znebim, si mi ti ostala zvesta. In danes srečala sem te, ko omagala od dolgoletnega sem teka. Pogumno zazrla sem se ti v oči in da si zmagala, si rekla. Da se te bojim, sem v zadnjem hipu Jezusu priznala in te daj čudaš. Postala si spet lepa. Odprla si mi vrata do novega, globokega notranjega mira. In danes Jezusov nasvet razumem, da te bo le ljubezen v življenje spremenila. Tako sem izgubila strah pred smrtjo in spoznala, da sta dve vrsti smrti. Ena v bolečinah, ena v Kristusu. Danes se ne bojim več smrti. Daleč od tega. To je laž. Velika laž, ki nosi posledice ljudem, ki ji verjamejo, ker res umrejo. Smrt je greh. Nagrada za greh je smrt. In kaj je greh? Vse, kar ni ljubezen, brezpogojna ljubezen. Greh je bolečina, jeza, sovraštvo, zavist, nezaupanje, pomanjkanje sočutja, sovraštvo, samomori, nevoščljivost, zavist, nezvestoba ljubezni, prelamljanje obljub. Široka je pot, ki nas odveže od ljubezni brezpogojne. Zelo široka. Tudi jaz sem po tej poti dolgo, predolgo hodila in nosila posledice. Veliko ljudi, na žalost, danes bolj verjame smrti kot večnemu življenju. Veliko ljudi verjame ločitvam bolj kot spravam. Veliko ljudi verjame bolezni bolj kot zdravju. Veliko ljudi verjame, da je korona močnejša kot ljubezen, da so virusi močnejši kot ljubezen, da so bakterije močnejše kot ljubezen. In ti ljudje hodijo po tej široki poti, obolevajo, so nesrečni, žalostni, se cepijo, si podaljšujejo na razne načine zemeljsko življenje. In vendar je zelo enostavna pot do notranjega mira, do pravega srečnega življenja.
To je vera v življenje. Res vera v brezpogojno ljubezen, ki jo kot zastonjski dar lahko vsak sprejme. Sicer je nevidna ta ljubezen, ampak se jo občuti. Prinaša mir, radost, veselje. Ampak vsak ima svobodno voljo, komu bo verjel. Te dneve sem prebirala v Svetem pismu svete stavke v zvezi z večnim življenjem. Veliko je teh besed v Svetem pismu. Zelo veliko. Imamo obljubo v Svetem pismu. Janezov evangelij je poln obljub. Od nas pa je odvisno, a bomo te obljube sprejeli in verovali, ali bomo verjeli temu svetu in lažem tega sveta. Prosila bom Mihaela, če nam bi prebral iz Svetega pisma Evangelij 3. poglavje. Od 13. vrstice dalje. A si to ljubeznil? Lahko prebereš, prosim. Kaj pa to je? Po Izvoli. Janezu. Ja, Ja. 13. vrstica do 16. Nihče ni šel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes, Sina človekovega. In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Najlepša hvala. Možda sem presenetila s to mojo prošnjo, ampak tako sem začutila. Zato, ker je Sveto pismo pismo življenja. In v njem sem jaz osebno našla ogromno spodbude, znanja, vere, da se je moje življenje spremenilo iz trpljenja v radost. Iz strahu pred smrtjo v vero v življenje. In glede na to, da imam jaz danes temo večno življenje v telesu, to je tema, katero jaz osebno tudi še utrjujem v sebi, za sebe, za svoje življenje. Kjerkoli slišam od duhovnih ljudi, vernih ljudi, vsi bomo umrli, smrt je nekaj normalnega, smrt nas bo odrešila muk, takrat začutim, da moram nekaj povedati na to temo. In vedno rečem, ne bomo vsi umrli. Veliko jih bo pa nažalost res umrlo. Ne, vsi bomo umrli. Jaz pa, ne, v Svetem pismu piše, da ne. Kdor veruje v večno življenje, bo večno živel. Vera v življenje nas rešuje od žalosti, od strahu. Od strahu pred smrtjo, pred končnostjo. Bog ni ustvaril človeka za smrt. V prvi Mojzesovi knjigi lahko vsi preberemo, da ko je ustvaril Adama in Evo, kot Eva kot pojem za življenje in Adam kot pojem za človeštvo, je imel v mislih večno življenje, tudi v telesu za njo. Lahko bi živela večno, radostno, lepo, čudovito življenje v rajskem vrtu. Imela sta samo eno zapoved. Ne jejte iz drevesa spoznanja dobrega in slabega.
ker potem bosta umrla. Drevo spoznanja dobrega in slabega, to je ta dualizem, yin yang, noč tema, je res drevo, ki prinaša smrt. Vendar je Bog tudi pripravil rešitev. Obstaja tudi drevo večnega življenja, s katerim sta bila Adam in Eva kot simbol povezana z ustvarnikom vseh nas živih in nevidnih stvari, vseh angelov, vseh otrok božjih. Ampak šla sta v sodbo, zapustila sta drevo večnega življenja in odšla okušati, kaj je dobro in kaj je slabo. Dobro ni odlično, dobro je samo dobro. In dobro sodi slabo. Kain kot predstavnik dobrega je ubil svojega brata Abla kot predstavnika, ki se je kesal. Bil je živinorejec, vendar je bil ponižen pred to resnico, da je daleč stran od izvora Boga, od drevesa življenja. Kesal se je in Bog je gledal na njegove molitve in na njegovo kesanje. Kain pa je bil vzvišen, zelo ponosen. Jaz sem dober, poljedelec. Ta moj brat, sam greši, živinorejec, ubija živali, je živali. Jaz sem poljedelec, dober. In Kain je ubil Abla. To je bil prvi največji greh, ubijanje. Bog pa ni ubijalec življenja, je darovalec življenja. Bog nam je dal življenje, da bi ga živeli, se radostili in bili povezani z drevesom življenja. Zgodba svetopisemska gre naprej, ne bi danes v tem, ampak dejstvo je, da je bolečina, smrt, vojne prišlo zaradi padca od drevesa večnega življenja. Kakor smo imeli padec od drevesa večnosti, od drevesa zdravja in življenja in radosti in lepih medsebojnih odnosov, tako imamo sedaj tudi možnost v imenu Kristusa, ki nam je res odprl vrata milosti z neba in prihaja nam obilico Svetega Duha, ki ga mi verni res občutimo, jaz osebno zelo. Imamo možnost obnove tudi telesa. Obnove v imenu ljubezni brezpogojne. Imamo to možnost. Ne bojo jo vsi sprejeli kot možnost. Ljudje pač, eni verujejo v smrt, 70 let bom živel, eni celo samomore delajo, ker nočejo niti 70 let živeti na tej zemlji. Nekateri si prizadevajo z zdravim načinom življenja, z molitvami, da bi živeli 80, 90, 100 let, 120 let. Smo pa nekateri, ki smo prebrali v Svetem pismu obljubo, da obstaja tudi večno življenje v telesu. In kdor verjame, da je možno tudi v telesu živeti večno življenje, bo živel. Če tudi ga recimo ubijajo, križajo. Če tudi mogoče zaradi določenih situacij na zemlji zapusti zemeljsko telo, vendar njegova duša je odrešena. Prvo bojenje mrtvih je bilo v tistih 3 dnevih, ko je Jezus bil v podzemlju, ni bil več na zemlji. Tedaj tiste 3 dni je bila noč, potresi, groza, ljudje so resnično doživeli skozi bolečino, skozi strah, veliko preobrazbo. In kesali so se in odločili za boljše življenje.
In takrat je bilo prvo vstajenje mrtvih, ki so zaspali v veri v vstajenje. Tudi danes veliko ljudi odide iz telesa v veri v vstajenje, tudi ko bodo zapustili svoje fizično telo, ker niso uspeli svoje telo vrniti v Božje telo. Vendar je obljuba dana, da bo prišel moment, ko se bo trohljivost spremenila v netrohljivost, smrt v večno življenje. Ko bo smrt zvezana, imamo obljubo. In to obljubo veliko ljudi razume mogoče tako, kot moramo najprej umreti, pa bomo pa živeli. Ne, nažalost ne. Vera v smrt prenaša smrt. Samo odhajanje v imenu ljubezni v Kristusu daje možnost življenja tudi po življenju. Vera v smrt prenaša smrt. Vera v življenje daje življenje. Bila je zgodba, ki je zapisana v Svetem pismu, ko je Jezus vprašal 12 učencev, kaj si želijo, da stori za njih. In 9 učencev je rekel, želimo, da ko bomo zaključili zemeljsko obdobje, želimo direktno iti v Božje kraljestvo. Brez, temu se reče, očiščevanja. Direktno v raj, Božje kraljestvo, kjer je sedaj Jezus Kristus in vsi sveti. In Jezus je rekel, ni problem, naj se zgodi po vaši molitvi in vaši želji, to se bo zgodilo. 3 učenci pa so gledali v tla. In Jezus jih je vprašal, kaj pa vi želite, da storim za vas? Pa so bili tiho. Jezus je rekel, vem, kaj si želite. Želite, da nikoli ne bi okušali zemeljskega odhoda, zemeljske smrti. Želite se v telesu večno živeti. In učenci so prikimali, da ne želimo okušati smrt, zemeljske smrti. Želimo živeti. In Jezus jih je pogledal z ljubeznijo in rekel, naj se zgodi po vaši želji. In ti učenci živijo. Redko kdo jih vidi. So na zemlji in niso okušali smrti. Imajo svoje misije. Pomagajo vsem nam zemljanom, ki imamo vero v življenje, v radost in v zmago ljubezni na tej zemlji. Imajo svojo misijo. Redko kateri ljudje so imeli to možnost, da so jih celo videli. Ampak živijo. Imajo darove, da jim niti ogenj ne škoduje. Če jih kače pikajo, jim ne škoduje. Imajo poveličeno telo, netrohljivo. Takega, kot sta ga imela Eva in Adam na začetku stvarjenja. Zakaj vam to se danes govorim? Zato, ker je čas, da se ljudje odločimo za večno življenje ali za večno trpljenje oziroma za smrt. Jaz osebno sem se zase odločila za življenje. In včasih rečem, tudi če bi me kdo v narekovaju fizično onemogočil, da bi še živela in govorila na tej zemlji, vem, da bo tudi mene, moj Bog, moj Oče, ki me ljubi, obudil 3. dan, kot je Jezusa. Ker to je dana obljuba. Da ljudje, ki v Kristusu odhajajo v življenje. In se ne konča s fizičnim odhodom njihovo življenje. Zdaj bom poprosila Mihaela, da bi povedal še nekaj o transhumanizmu. Lepo prosim, Mihael, če si to ljubeznil. Dobro. Hvala. Težko je po takih besedah povedati
nekaj boljšega. Namreč so besede, pri katerih se čuti, da prihajajo iz duše, od nekje drugje, iz višjih nivojev. So pa besede, ki prihajajo iz pameti, iz intelekta. Besede tehnologije ali pa besede duše imajo veliko razliko. Torej, Iviljana vam je dala nekaj dušnih besed, o katerih boste razmišljali verjetno še nekaj časa. Mene je pa zdaj potunkala in prosila, da vam povem eno razliko med transhumanizmom in transcendenco. Torej, transcendirali smo do zdaj z besedami duha in duše, kar se imenuje pa, oziroma kar se tiče pa transhumanizma, je pa tako, če ste zdaj pozorno poslušali obe besedi. Transhumanizem in transcendenca, obe besedi vsebujeta predpono trans. Vendar pa je ta pomen pri eni in pri drugi besedi vsakokrat drugačen. Ker je prvi trans povedala Iviljana, se bom jaz ustavil za nekaj stavkov, ker smo že časovno presegli to stvar. Pri transu v smislu čez, skozi, tranzicija, ta transhumanizem vsebuje element preoblikovanja, transformacije. Če recimo sedanji človek, o katerem je Iviljana govorila, govori o transcendenci in uporablja te besede, potem je transhumanizem izboljšan človek v fizičnem smislu. In če bi tega sedanjega človeka, mene in Iviljano, sedaj opredelili kot človeka ena, je transhumanizem v tehnološkem smislu človek številka 2, ki poustvarja samega sebe z znanstvenim in s tehničnim razvojem. To so stvari, ki se ta hip dogajajo, vsem nam pred očmi. Ali bomo sami sebe transcendirali, ali se bomo transhumanizirali, je odločitev vsakega posameznika. Kakšna je pot oziroma sredstvo za doseganje tega cilja? Kot sem že prej rekel, je znanost in tehnični razvoj. Kakšna je ta znanost? Kakšen je ta razvoj, si lahko pa vsak danes več ali manj pogleda preko spletnih strani in se o tem pouči. Tako vidimo, da v bistvu k transhumanizmu spada tudi neko določeno razumevanje transcendence. To, kar je Iviljana rekla. Človek bi rad ostal tukaj in večno živel in hkrati jedel jabolko spoznanja dobrega in hudega, vse bi rad vedel, vse bi rad nadziral. In Bog je Adama in Evo izgnal iz raja ravno zaradi te želje po vsevednosti in po vseznanju. Kajti ta zadeva pripada samo Bogu. Tako da se sedanji človek, jaz bi temu rekel, nahaja v dvojni vlogi. Je hkrati izvajalec in naslovnik. Sebe izvaja in sebe naslavlja. In preoblikuje in se želi preseči. To se pravi, transhumanizem verjame v neko evolucijsko paradigmo, ki zahteva nenehen razvoj od nižjih k višjim oblikam biti. O tem je pravzaprav zelo težko govoriti, saj niti jaz, niti ti na drugi strani nisva zgolj opazovalca. Nisva opazovalca. Gre v prvi vrsti za preseženje in odpravo pomanjkljivosti, s katerimi se srečujemo. Ko vidim samo do stene, pa ne več skozi steno. Ko vidim samo obliko človeka, pa ne v glavo. Ne vem, kaj mu plava v krvi človeku. In še veliko tega. To je v prvi vrsti človek želi odpraviti pomanjkanje presežkov, ki si jih želi. Spravi. In s transhumanizmom, s tehnologijo želi to doseči. Vendar pa je naš kreator za nas pripravil popolnoma drug načrt. Ideal
transhumanizma zato bodočemu preoblikovanemu človeku obljublja nesluteno širitev njegove moči. Tako kot je Satan Kristusu, Jezusu, rekel v puščavi: poklekni pred me in me moli in dam ti vse to. In Kristus je rekel: izgini izpred mojega obličja. Odločitev je vaša. Tako da pri podrobnejšem odgovoru, v kakšni smeri in na kakšen način preseči samega sebe, sedanjega človeka, se ločujejo zdaj različne struje. In ta hip smo priča temu, ki ob predponi recimo transhumanizem, uporabljajo tudi predpono posthumanizem. Vendar pa o tej zadevi mogoče drugič, tako da ne bomo predolgi, bi jaz zdaj tukaj s tem zaključil in Iviljano prosim še za zaključno besedo. Ja, hvala lepa. Res je, transhumanizem je zelo, zelo široki pojem. Kot je Mihael lepo povedal, naj bi iz te situacije rasli v popolnost. Vendar to ne bo nobenemu uspelo. V Svetem pismu, v zadnjem poglavju Razodetja, ga bom spet moža prosila. Ne vidim dobro, kako preberi. Okay. Hvala. Bom prebrala eno res dobro svarilo za vse nas, tudi zame. Vsakomur, ki posluša preroške besede, to je 22. poglavje iz Razodetje od 18. vrstice do 21. Vsakomur, ki posluša preroške besede, ki so v tej knjigi, izjavljam: če bi jim kdo kaj dodal, ga bo Bog udaril z nadlogami, ki so opisane v tej knjigi. Če pa bi kaj odvzel od besed, ki so v tej preroški knjigi, bo Bog odvzel njegov delež pri drevesu življenja in pri svetem mestu, ki sta opisani v tej knjigi. Taki pričuje za te reči, pravi: da, pridem kmalu. Amen, pridi Gospod Jezus. Milost Gospoda Jezusa naj bo z nami vsemi. Zelo je pomembno, da to resnično razumemo. Nič dodati, nič vzeti, ker Bog je popoln. Ustvaril nas je popolne. In želi, da to polnino živimo. Da sprejemamo od zgoraj navzdol Svetega Duha, ki nas oživlja, ki nas hrani, oblači. Če kdorkoli karkoli odvzame ali doda, pomeni, da na en način posegamo v stvarnikovo stvarstvo, v njegovo kreacijo, v njegovo delo. Nebeško kraljestvo je kraljestvo, ki je v bistvu popolno. Če dovolimo, da je Sveti Duh in Duh Boga tisti, ki je v našem srcu, v naših mislih, v naših dejanjih in tudi v našem duhu. Zato je zelo pomembno, da Svetega Duha sprejemamo kot vodo življenja. Tudi molitev, edina molitev, ki nam jo je Jezus zapustil, pravi: Oče, ki si v nebesih, pridi k nam na zemljo. Naj se dogaja samo tvoja volja, ne naša, ne zemeljska. Kakor v duhovnem svetu, tako tudi v našem telesu, v naši družbi, v naših medsebojnih odnosih. Nahrani nas s hrano, ki nas bo nahranila, odžejala, da ne bomo le lačni, nežejni. Tukaj lahko povem, da Bog res skrbi za vsak dan sproti. Tudi ko so Izraelci kot sužnji zapuščali Egipt in so bili v puščavi 40 let, so dobili vsak dan direktno iz nebes mano. In niso bili lačni. Bog skrbi za vsakega izmed nas.
popolnoma za vsakega. In odpusti nam vse naše dolgove, saj tudi mi odpuščamo našim dolžnikom. In to je tisto, kar nam bo omogočilo, da bomo rasli v Božji besedi, v Božji milosti, da bomo rasli z ljubeznijo brezpogojno do popolne svetosti. In čas je tukaj, blizu je ta čas. Prosim vas, da ne nasedamo izzivom tega sveta, transhumanizmu, cepivom, maskam, testnim palčkam, kemijskim zdravilom. Ne nasedajmo. Bog nas je ustvaril popolne in imamo pravico in dolžnost to polnino in polno življenje živeti vsak dan. In zahvaljujem se vam za vašo pozornost in srčno si želim, da bi z brezpogojno ljubeznijo živeli v radosti, v ljubezni, v sožitju, v sodelovanju še veliko let, tukaj zdaj na tej zemlji, v okviru Društva za srečno življenje Obelis in tudi z vsemi ostalimi ljudmi, ki so dobronamerni, za ostale pa prosim, blagoslavljajmo jih, ne sodimo jih, ker sodba nas odveže od številnih blagoslovov. Blagoslavljajmo naše sovražnike, molimo za tiste, ki nas preganjajo, zato, da bomo resnično ta svet spremenili v to, kar Bog želi, v raj, v radost, da bomo zdravi, srečni in v sožitju drug z drugim. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala Mihaelu za pomoč in hvala vsem vam, ki ste zdržali v miru pri tej moji predstavitvi teme, ki je res težka, večno življenje v telesu, za tiste, ki verujemo Bogu in ne temu svetu. Hvala lepa. Predlagam, da naredimo 10 minut pauze. Naš naslednji predavatelj oziroma Ervin je že tukaj, čaka, da je Eveljana zaključila nekoliko daljše, kot smo mislili, tako da Ervin, rabimo koliko 10-15 minut, da se pripravimo. Ok, vidimo se 15 čez, pa naredimo kratko pauzo. Prav, hvala lepa.